Pripadniki rodu zvezd v poveljstvih in enotah Slovenske vojske že 20 let usmerjamo napore v zagotavljanje nemotenega delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov. Pri tem uspevamo slediti tehnološkemu razvoju, potrebam uporabnikov in skrbimo za našo ustrezno funkcionalno usposobljenost. Brigadir Dragan Bavčar vodi poveljniški center poveljstva sil, ki predstavlja enega od najzahtevnejših uporabnikov naših storitev. Brigadir Bavčar, vabim vas k nagovoru. Spoštovani pripadniki rodu zvezd in informatike, spoštovani prisotni, v čast mi je, da lahko v dnevu za dan rod zvezd in informatike spregovorim par besed na tem mestu. Prvo vam prenašam pozdrave poveljnika sil, brigadirja Furlana, ki ravno v tem trenutku se nahaja nekje na poti na Kosovo, ker bosta z ministrico za obrambo obiskala naše pripadnike na misijah na Kosovu in Bosni. V čast mi je, da lahko v letu, ko naša država praznuje 20-letnico, pozdravim pripadnike rodu, ki so tako v času vojne in po njej pomembno prispevali najprej k zmagi, potem pa še k razvoju Slovenske vojske. To, kar se je zgodilo z razvojem na področju zvezd informatike, je neverjetno. Tisti, ki smo bili na začetku zraven, lahko to ocenjujemo še s posebnimi očmi. Moj predhodnik je nazorno opisal, v kakšnih razmerah je bilo takrat potrebno delovati. Ravno v tem času te proslave, sedaj, se odvija videokonferenca predsednika Vlade Republike Slovenije in načelnika Generalštaba z našimi misijami po svetu. Se pravi, neposredno komunicirajo z vodji slovenskih kontingentov v Afganistanu, na Kosovu, v Bosni in v Libanonu. To mi v poveljniškem centru Slovenske vojske delamo vsakodnevno. Nadalje, vse je pripravljeno za uvedbo informacijskega sistema poveljevanja in kontrole, tako imenovani e-Sping, na osnovi katerega bomo v realnem času spremljali stanje v enotah Slovenske vojske doma v Sloveniji, v sistemu zaščite in reševanja in v sistemu in na mednarodnih misijah, kjerkoli se nahajamo. Se pravi, ne samo z področja Slovenije, temveč z področja celega sveta. Pripadniki rodu zvezd in informatike imate pri teh dejanjih ključno vlogo. Tehnologija, s katero upravljate in s katero zagotavljate storitve, je v tem segmentu nepogrešljiva. Kljub vsemu, naj se vrnem na leto 1991 in se spomnim določenih vsebin. Vsi imamo svoje zgodbe, vsi smo prispevali k zmagi na svoj način. Ne bi rad začel z famozno zgodbo o postajah Rakal, o tem bo verjetno govoril še kdo drug, oziroma je bilo že omenjeno. Tisti, ki ste bili 91. in 90. operativno zadolženi za načrtovanje in poznejšo izvedbo tega, to bolje poznate. Jaz se spomnim te epizode na zelo specifičen način, ko sva bila z bratom na Primorskem pri starših in po enem telefonskem klicu se je bilo treba obleči in iti v Ljubljano, ker je bilo pač nekaj narobe s transportom. Predvidevam, da bo kolega Stane o tem mogoče povedal kakšno besedo več. Druga zgodba je povezana z področjem, katerega sem neposredno vodil, zračno obrambo. In glede na pomanjkanje sredstev zvezd in ostalih sistemov, smo se s sistemi, ki smo jih uporabljali drugače za protitočno obrambo, pomagali na način, ko smo si pomagali. In to učinkovito. Tretji dogodek, ki pa verjamem, da ga skoraj noben ne pozna, tukaj pa povezan z tako imenovanim valom obveščanja v zračni obrambi. Ko sem se pred 6 meseci selil iz Ljubljane na Vrhunko na svoje novo delovno mesto, sem med pospravljanjem prišel do enega, našel en radioaparat, tranzistor po domače, ki se imenuje Tola 615. To je ime tega aparata. Gre za navaden komercialni tranzistor, ki ga je bilo mogoče kupiti kjerkoli. Takrat, govorim pa o juliju, 26. juliju 1991, smo imeli v Slovenski vojski problem, kako zagotoviti ustrezno število radionaprav za poročanje o stanju v zračnem prostoru. Ne poročati, temveč kako sprejemati te informacije. Oddajniki niso bili problem, sprejemniki so bili problem.
Poleg Radia Slovenija, ker smo izvedeli večino teh novic, celo take, ki bi jo bolje, če po radiju jih ne bi objavljali, so imele takrat enote teritorialne obrambe s tem težave, zaradi pomanjkanja sredstev. Primanjkovali ustreznih radiopostaj in zadevo smo rešili, ne boste verjeli, v 2 dneh. Inovativnost nima meja. Kupili smo te radiopostaje, te tranzistorje, radionaprave, jih predelali na drugo frekvenco, mislim, da okoli med 70 in 80 MHz, in jih v naslednji dan razdelili med enote Slovenske vojske. Tako enostavno je takrat to bilo in na te čase smo lahko upravičeno ponosni. Danes smo soočeni z neverjetnim razvojem tehnologij. Prehod iz analognega v digitalno pomeni prehod iz materialnega, se pravi iz fizičnega, v sfero idej, v sfero inovativnosti. In če kdo v Slovenski vojski, potem vi, pripadniki rodu zvest in informatike, to udejanjate. Bodočnost je usmerjena v mrežno vojskovanje, ki zagotavlja povezovanje senzorjev, oborožitvenih sistemov, komunikacij, aplikacij, podatkovnih baz, varnostnih elementov in znanje vseh tistih, ki sprejemajo odločitve v enoten sistem, ki bo omogočil pravočasno zbiranje, analizo podatkov in odločanje na podlagi teh podatkov. Doseči želimo zmogljivosti za poveljevanje in kontrolo nad enotami v realnem času, ki bo vključeval temeljne komponente z področja načrtovanja, nadzora bojnega manevra, zračne obrambne, ognjene podpore, obveščevalne zagotovitve, logistične podpore in tako naprej, da ne naštevam. Vse to se udejanja v transformaciji poveljniškega centra v Združeni operativni center Slovenske vojske in pri tem, kot sem že omenil, ste nepogrešljivi. Ravno te dni uvajamo v operativno uporabo določene sisteme, ki bodo delovanje takega centra omogočili. Lahko bi našteval konkretne izdelke in tehnologije, ki smo jih že sprejemali in jih uporabljamo v vsakdanjem delu. Ocenujem, da je najbolj pomembno, da definiramo cilje, ambicije in cilje, ker le organizacija, ki jasno pozna svoje cilje, je lahko učinkovita in vsi se borimo za realizacijo teh ciljev. Mogoče razmere, v katerih delamo danes, niso najbolj ugodne za razvoj. Vendar, če kdaj, potem moramo ravno v takih razmerah poiskati vse zmogljivosti teh novih tehnologij z tega področja in z manj narediti več. To vi vsakodnevno udejanjate, čeprav mogoče tega občutka ni mogoče vse splošno deliti. Jaz temu verjamem in sem prepričan, kot je bilo prej omenjeno, kot eden zahtevnejših uporabnikov, da je vaš prispevek neprecenljiv. Na koncu bi rad povedal še par zadev o kadru. Na tem področju, na področju vašega dela so potrebna specifična znanja in vi jih imate. Teh ni mogoče pridobiti na enostaven način, kaj šele hitro. Prepričan sem, da je to področje potrebno obravnavati zelo pazljivo in sprejeti določene ukrepe, ki bodo zagotovili ustrezno stabilnost kadra in hkrati omogočili temu kadru strokovno napredovanje in tudi napredovanje v vojaški karieri. In to se nanaša tako na vojake, na podčastnike in častnike, kot tudi na vojaške uslužbence. Jaz bi vam rad iskreno čestitev in za vaš dosedanji prispevek pri zagotavljanju delovanja in pripravljenosti Slovenske vojske, vsem pripadnikom in pripadnicam rodu zvez in službe informatike. Še posebej pa bi se rad zahvalil veteranom vojne za Slovenijo, ki so v ključnih trenutkih prispevali to in naredili tisto, kar nam danes omogoča, da take proslave in tak razvoj Slovenske vojske, da smo priča temu razvoju Slovenske vojske in da take dneve lahko tudi danes slavimo. Vsem skupaj še enkrat čestitam ob današnjem prazniku. Najlepša hvala. Prosim.